po 8 urah je ne bo spustil noter, ne? Je pač se bo spustil. Ta že več kot se bolj udarne molze. In zdaj seska najprej opere, pa usušite. Prvi dolke vzame in usušite. Vodi za vsak sesek posebej, za tega pričakuje to, za tega tudi spodaj pa dejanska količina. Pa kakšen je pretok, ne, pretok tudi meri. Zdaj zanimivo, da tukaj po robotu je tako, da se krave veliko hitreje pomolzejo, kot včasih, ker smo na molzišče molzeli. Veliko bolj so merne tudi, ker so zvajene tega, ne. Tako da veliko stvari pade, no, iz šole, ti smo ne žal reči, ne, tisti, ki smo se mi učili, res veliko pade, ne. In dejansko se krave pridejo molzt takrat, ko želijo in ko se rabijo pomolzt. Tako. Edino, če jih ne spusti, recimo včasih kakšnega seska ne najde, ne, pa ne pomolze, pa bo pa že čez 5 minut sprejel. Krave so izredno prijazne, tako kot so tudi ljudje v tem hlevu, tako učenci se naučijo tega odnosa z živalmi. Ta glavna učiteljica je pa gospa Stanka, ki sigurno nikoli ne udari krave nobene. In je to v bistvu ena posebna vzgojena ljubezen v tem hlevu, tako da krave lahko delujejo z različnimi učenci, študenti, učitelji, delavci in imajo še zmeraj dovolj mleka. Zdaj je mleko prišel iskat, ne, kamion in je v bistvu vse povezava z robotom. Zdaj vse, kar je bilo namoženega mleka, je prečrpal v cisterno. Ker bo ostalo, od te krave bodo pa posebej v eno posodo. In robot se bo tudi zdaj zaprl in se bo prav. In koliko mleka ste namolzli danes, recimo? Na dan je tam okoli 700-800 zdaj v tem času. Bo pa zdaj le pričakujem, ko bo paša, bo pa to šlo oren gor. Tako da na 2 dni, vsak drug dan nekaj pridejo, odpelje tam nekje ga je vse skupaj, no bo nekaj sirarne, tukaj nekaj odpelje okoli 1400 litrov, 1500. Pa mlekomar, pa telički, tudi to mleko pijejo, ne, zdaj zaenkrat se nismo nikoli mogli vdati, da bi pili mleko v prahu, ne, ker končno, če so krave tukaj, ne, zakaj bi? Nekaj mleka predelate sami, nekaj ga pa tudi oddajate. Veliko ga predelamo, ga okoli 6-7 tisoč litrov na mesec. Potem je pa še okoli 12 tisoč. Viške pa oddate? Ja, to bo damo. Zdaj, ko mi on prišel in kar je viško ostalo v cisterni, bo odpeljal. Je pa pokrito, telički imajo, mlekomat je poln, sirari so vzeli, ker so mislili, to je to, ker ostane pa mlekar odpelje. In kam oddajate mleko? Ljubljanske mlekarne. Od 91. leta ima vsaka krava kodo in vse krave se krmijo na avtomatskem krmilniku in molzišče, prav tisto staro iz 91. leta, je že vse elektronsko vodeno, računalniško vodeno, sedaj pa tudi robot in je v funkciji in robot in molzišče, če je seveda potrebno. Koliko krav je v tem hlevu? Okrog 50. Okoli 50 krav imamo stalno. In krave tudi pasete? Ja. Tako, ko se začne pašna sezona, grejo ven in potem lani smo jih pasli že čez, kot 20. november je bil, pa so bili še kar zunaj, ker je bilo tako lepo vreme. Zdaj pa tudi, ker živali, zdaj lepo, ko bo začelo zeleneti in ko bodo zavohale, zadiši in tista trava, se potem zgodi, da jim daš v jasli hrano, one grejo pa vse na vrata. In takrat to pomeni, gremo ven in konc. Tako da se same že povedo, kdaj želijo iti na pašo. Pravi praktik, ki vse to počne tukaj. Vse učenje se dogaja v štali. Pa tukaj imamo še odlično to Urško Trobec, ki v resnici učita učence vseh tehnologij, ki so potrebne v živinoreji. Tu vidimo, da imajo telički tudi čipe in na podlagi teh dobijo tudi količino mleka. V bistvu v ta računalnik vnesemo samo količino za vsakega telička posebej in potem dobi po obrokih 4-krat na dan. In to prednost je pa to, ta postopno hranjenje, ki potem ni driske. Ker če teliček preveč mleka naenkrat spije, to za prebavo ni, da ga ne more prebaviti in je potem driska. Tukaj pa ni, to je pa res, in še toplo mleko je, ker tukaj gre mleko iz cisterne, ker je ohlajeno na 4 stopinje, gre tukaj noter čez eno špiralo
ki ga v trenutku ogreje na 37-38 stopinj. Tako da telički tukaj dobijo toplo mleko in to je pa tudi zelo pomembno. Ne? Ker tam, ker človeški faktor nikoli ne moreš, ne? Včasih malo predolgo traja, pa se mleko shladi ali je pretoplo. Ne? Tukaj pa lepo uravnano, res ni nobenega problema. No? Da... Optimalno mleko za optimalno rejo. Ja, tako. V bistvu tako kot pod kravi. Ne? Mleko pod kravi ima tudi nekje 37-38 stopinj. Ne? Prvi mlekomat v Sloveniji, ki je bil kupljen pri Trpinu v Gorici in še skozi deluje. Imamo dva taka mlekomata, eden je v naši restauraciji, eden je pa tukaj pri hlevu. In v začetku, ko ni bilo še nobenega, smo prodali tudi do 500 litrov mleka na dan. Sedaj je okrog 100 litrov, ker je pač tudi korona, pa tudi je to malo problem, zaradi tega, ker je tudi mlekomatov dovolj. Naši učenci so več ali manj vsi kupovali mlekomate, tako da je bila to dobra promocija za prodajo mleka tudi na kmetijah doma. Se pravi, da je ta mlekomat star? Ojej, to pa je sigurno star že več kot 15 let. Skoraj da bo polnoleten. Ja. No, s tem, da prodajamo potem liter mleka po 80 centov in to je veliko boljše kot pa 20-30 centov preko mlekarne. Tako. Moram reči, da smo začeli izdelovati tudi svoje sadne baze za jogurte, ki so iz pečenega jabolka, iz navadnega jabolka in to so sigurno ena najboljših jogurtov sadnih, najbolj zdravih, ekoloških, iz popolnoma neškropljenih jabolk. Kako zahtevna je pot od učenca do učitelja? Jaz bi rekel, če je neka želja samega učenca, da se dobro počuti v naravi, predvsem naravi, da ga veseli delo živali in stroji, da ga kmetija zanima, je nekako preprosta pot, da prideš od učenca do zdaj, tako kot jaz recimo, ki sem tukaj začel prvi sem stopil pri 14 letih, potem sem zaključil srednjo šolo, po srednji šoli sem se vpisal na višjo šolo, končal višjo šolo, potem upravljal tukaj tudi ta praktični pouk kot študent. Tukaj sem spoznal vse dodatno, poleg ko sem bil dijak, sem spoznal, kaj se tukaj vse dela, potem kot študent sem še nadgradil vse to. Potem pa po 2 letih prakse sem dobil priložnost, da se tukaj tudi zaposlim, kar sem sprejel to z veseljem. Zaposlil sem se tukaj noter v sirarni, to se pravi, kjer predelujemo mleko. To je šolska sirarna? Tako, to je šolska sirarna, Grma Novo mesto, kjer imamo, sirarna je tukaj že nekaj več kot 10 let. Jaz tukaj delam približno 8 let v tej sirarni. Potem, poleg te sirarne, kjer sem še nadgradil svoje znanje, recimo, sem še tudi visoko šolo naredil. Tako da sem še izpopolnil svoje znanje. Zdaj pa tukaj noter v sirarni predelujem mleko, kjer poleg tega, da mleko predelamo. Koliko mleka predelate na dan in koliko sirov nastane? Na dan predelamo nekje trenutno v tem času, v korona času predelamo okoli 400 litrov, včasih nekoliko več, nekoliko manj. Zdaj smo ob koncu marca. Tako, zdaj smo konec marca in nekje gibljamo se okoli 300-400 litrov na dan mleka. Poskušamo to mleko ne samo predelati, ampak tudi temu mleku dvigniti neko še višjo vrednost. Poleg, da ga predelamo, že tako dvignemo neko ceno tega mleka. Poskušamo pa te naše izdelke res dvigniti na čim višjo raven kakovosti. In kakšni siri nastajajo? Trenutno mi ne delamo glih trdih pa poltrdih sirov, delamo samo poltrdi sir, delamo zdaj za tako, kako bi rekel, predvsem delamo takrat, ko zaključne naloge recimo dijaki delajo
Zdaj pričakujemo, ko bomo imeli nove prostore, da bomo tega še več lahko delali. Zaenkrat trenutno celo delamo sir za žar. Imamo pa potlej zraven še skuto, jogurte, delamo tudi kefir, maslo, različne okusov jogurtov, tako da imamo 6 okusov jogurtov, 2 različni skuti, imamo sladko in kislo skuto, tako da je kar. In vse to prodajate v šolski prodajalni? Izdelke prodajamo v šolskih prodajalnah, katere imamo tukaj v Novem mestu. Imamo tudi v Ljubljani svoje prodajalne. Sodelujemo tudi z nekaterimi drugimi trgovinami, ki imajo tudi v Ljubljani odprto, pa sodelujemo tudi z Mercatorjem, predvsem v trgovinah, ki so tukaj v Novem mestu, bivša Kaze Krka, ter 2 Mercatorja oskrbljujemo še v Ljubljani z našimi izdelki. To je nova pridobitev na Grmu v Novem mestu, ker smo staro sušilnico za seno, ker smo s toplim zrakom sušili seno, zrak pa smo pridobivali preko prozorne strehe in se je osegrev in je šel preko ventilatorjev v sušilnico. Sedaj smo pa izboljšali popolnoma novo tehnologijo, kjer se bo seno sušilo tudi kadar pada dež, s pomočjo toplotne črpalke, kadar bo pa sonce, se bo pa spet streha segrela in bo zrak se segreval in sušil seno. To je v bistvu v resnici sušilnica, to je en del sušilnice, drugi del bo skladiščni prostor, obenem pa smo opremili sušilnico tudi z tirnim grabežem, ki seno dviga iz tal z nakladalke, ga raztrosi po sušilnici in potem tudi prazni sušilnico v skladiščni prostor ali v balirko, kjer se seno balira in gre potem v hleve. Obenem smo tukaj pa na tej strani naredili pa tudi sušilnico za žita, ki se ravno tako preko toplotne črpalke suši žito in lansko leto smo sušili že v jeseni koruzo s pomočjo toplega zraka in imamo sedaj tudi polno koruze v teh silosih, sušilnici. To je tirni grabež, ki dviguje krmo seno iz stav v sušilnico in potem tudi preklada iz ene sušilnice v drugo ali pa daje potem, ko krmimo živino, seno v krmilni voz. Tako da je v bistvu vse avtomatsko, tukaj noter se pa sedaj ravno montira toplotna črpalka in celotna infrastruktura za usmerjanje zraka iz toplotne črpalke v sušilnico. Sušilnico smo projektirali doma in tudi potem v domačem krogu tudi izvedli konstrukcijo skupaj z našimi partnerji, Jožetom Zagorcem. V okviru kmetijske šole Grm imajo tudi hlev za prašiče na globok nastil. Smo imeli včasih več prašičev, tam kjer je sedaj konjski hlev, so bili prašičji hlev. Potem nekaj časa ni bilo prašičev, sedaj pa jih imamo spet, ker imamo približno 1000 do 1500 obrokov na dan, kadar ni korone in vse meso poskušamo pridelati doma. In tu so prašiči, ki jih sedaj pitamo z našimi žiti, ki jih pridelamo doma in potem tudi porabimo v naših kuhinjah za obroke, tako v šolskih malicah ali pa v restauraciji glavnega trga na gostišču. Ali vam preostane še kaj mesa za prodajo v trgovine? Meso za prodajo v trgovine pa posebej zorimo, še posebej z govedino, ki pa je seveda veliko bolj dragoceno, veliko več dodane vrednosti za razne stejke, zrezke, ker je pa seveda zoreno. Ostalo pa porabimo tudi za prašičje meso, pa porabimo tudi sedaj za šunke, za veliko noč bomo prodajali. Potem salame delamo, gremo na tekmovanja, obenem pa seveda tudi tiste kakšne klobase, hrenovke in to naši mesarji naredijo. Na šoli imamo
program mesarja tudi odlično uspeva. Imamo tudi izredno dobrega učitelja mesarstva in zato smo naredili v novih prostorih načrt tudi za novo mesarijo. Ta stara je mogoče malo manjša, smo pa seveda vse te izdelke tudi pridelamo doma. Ja, dijaki na praksi tako rekoč so udeleženi v vseh operacijah, na vseh področjih. Seveda imajo izbirne module, kjer so lahko malo več, še posebej, ko gre za praktično usposabljanje. Mislim pa, da vse te železne teme, ki jih na šoli imamo, omogočamo, pa doživijo. Pri nas smo se pred mnogimi leti odločili, da posvetimo tudi Šentjerneju, ki ima znak petelina, svoj pečat. In skupaj z Biotehniško fakulteto smo skrižali 3 pasme kokoši, različnih pasem, zato da dobimo lepega petelina, ki bi bil ponos Šentjerneju, ki je v bistvu v našem krogu naše šole. Tudi jaz sem Šentjernejčan. In iz teh 3 pasem je nastal pasma Šentjernejski petelin. To je edina pasma na svetu, ki se imenuje po petelinu. Vse druge pasme kokoši se imenujejo po kokoši, recimo štajerska kokoš, pekinška kokoš in tako naprej. Edino Šentjernejski petelin pasma se pa imenuje po petelinu. To je cilj te pasme je bil lepa barva petelina, lepa peresa, da je zelo vitalen, da je borben, da je lep in seveda da zna tekmovati. Stranski produkt pa je nastal. Jajca, ki jih nosi kokoši Šentjernejskega petelina, ki imajo 20-krat več snovi proti demenci, to je holina, ki omogoča bistveno bolj zdravo življenje za starejše ljudi. In ta jajca proizvajamo tudi na šoli. Sedaj bomo imeli jato, ekološko jato v našem sadovnaku, kjer bomo pridelovali jajca Šentjernejskih petelinov. In petelin je nenazadnje tudi zaščitni znak gasilcev. Tudi.